Spoštovani prodekan za znanstveno-raziskovalne dejavnosti doktorski študij, izredni profesor dr. Saša Irše, spoštovani današnji slavljenci in slavljenke, raziskovalci in raziskovalke, sodelavci in sodelavke, dragi gosti. Lepo pozdravljeni na zaključnem dogodku Dnevov ZIF, ki postajajo že tradicionalni. Letošnji dnevi ZIF so bili prav tako pestri kot prejšnja leta. Od srede naprej smo lahko spremljali zanimiva predavanja in delavnice, danes pa smo se posvetili predstavitvi znanstveno-raziskovalnega dela na oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani Filozofske fakultete in sicer programa Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana. Oddelek je bil že lani ena od gonilnih sil leta dediščine in odlično predstavlja domu in svetu, kaj je humanistika. Žal humanistika in družboslovje, paradni disciplini naše fakultete, ta trenutek nista v fokusu velikih premikov. Svet se grozljivo hitro spreminja v pogorišče vrednot. V mednarodni politiki se odreka vrednost mednarodnemu pravu in osnovnim humanističnim postulatom. Odločevalci si želijo predvsem uspešnih raziskav, ki bodo omogočili gospodarski napredek v fizikalno omejenem in že tako prezasičenem svetu. Najnovejši izum za financiranje je tako imenovana dvojna raba, ki se lahko aplicira v vojni in miru, ampak rušenje je očitno potrebno, da bo spodbudilo obnovo in novo rast. Še več, ko zagovarjamo gospodarski napredek in tehnološke preboje, se pozablja, kako pomembno za napredek raziskav je kvalitetno izobraževanje. Favoriziranje
raziskovanja pred pedagoško dejavnostjo, ki smo mu priča tudi na naši univerzi, zanika bistveno povezanost obeh. V humanistiki in družboslovju se kariera gradi počasneje kot v naravoslovnih znanostih in tehniki. A nekaj je gotovo. Naša generacija stoji na ramenih velikanov. Treba je poznati njihovo delo, da lahko raziskujemo za prihodnost. Na Filozofski fakulteti imamo 36 raziskovalnih programov, skoraj toliko, kot zastopamo stroko. Če se vprašamo, kaj je raziskovalna odličnost, odgovor ni enoznačen. Je to objava v prestižni reviji, ki prinese veliko število točk, odmevna prelomna monografija? Kriteriji odličnosti se vedno bolj povzemajo po naravoslovju in tehniki. Pri današnjih merilih, ki so storilnostno naravnana, marsikdo od genijev iz preteklosti, katerih odkritja so pomenile preobrat v razvoju znanosti, ne bi bil označen kot odličen raziskovalec. V začetku tega tedna smo na Filozofski fakulteti praznovali 100-letnico izjemnega znanstvenika, pedagoga in človeka, zaslužnega profesorja dr. Ignacija Vujeta, ki je v prejemu Zoisove nagrade leta 2008 rekel: Ko se odločiš za znanstveno delo, raziskavo in inovacijo, se znajdeš pred težko nepredvidljivo potjo. Ne veš, ali boš prišel do željenih rezultatov, ali boš našel zadovoljive iskane cilje. Ni dovolj usposobljenost ali talent. Potrebuješ veliko vztrajnosti, potrpljenja, pa tudi ljubezni do problema, kjer ga raziskuješ. Te misli najbrž še kako držijo za vse današnje nagrajence, ki jih bomo predstavili v okviru odlične Filozofske fakultete, kakor tudi za prejemnike in prejemnice Šumijevega priznanja, ki se imenuje po umetnostnem zgodovinarju, zaslužnem profesorju dr. Ignaciju Šumiju, enem od pobudnikov ustanovitve ZIF-a, dekanu Filozofske fakultete med letoma 1983 in 1986 in ga letos podeljujemo drugič. Vsem iskrene čestitke, iskrena zahvala pa gre tudi ekipi strokovnih delavk v ZIF-u, ki pomagajo raziskovalcem pri pripravah in vodenju projektov, in prodekanu Jeršetu, ki jim pri tem pomaga in nosi odgovornost. Hvala. Spoštovana gospa dekanja, cenjeni prejemniki Šumijevih priznanj, drage kolegice in kolegi, drage študentke in študenti. Prisrčno vas pozdravljam na šestletnem svečanem dogodku naših dnevov Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete. Tu smo, da počastimo vaše odlične znanstvene in raziskovalne dosežke, vas, ki z vašimi visokimi znanji, študioznostjo in predanostjo odpirate nova obzorja humanistike in družboslovja in sicer vedenja in ustvarjalnosti. Vsaka raziskava, ki jo danes praznujemo, ni le prispevek k posameznemu znanstvenemu oziroma raziskovalnemu področju. Je iskra, ki osvetljuje razumevanje našega sveta in časa in človeških in siceršnjih izkušenj, ki nas ali povezujejo ali po libile diktu delijo. Na področju nevroznanosti in psihologije raziskave o delovnem spominu, kognitivnem naporu in duševnem zdravju odpirajo vrata v globine možganskega delovanja. Učinki zdravil, povezani z razpoloženjem in kognitivnimi strategijami, ne le razkrivajo skrivnosti našega notranjega sveta, temveč tudi omogočajo razvoj personaliziranih pristopov k zdravju, ki prinašajo upanje in izboljšujejo kakovost življenja. Raziskave v izobraževanju nas učijo, kako lahko digitalna orodja, če so premišljeno vključena, ne le olajšajo dostop, temveč spodbudijo ustvarjalnost, angažma in trajnostno učenje. Globalne in evropske politike vseživljenjskega učenja, prilagojene spremembam in krizam, nas opominjajo, da je izobraževanje temelj pravične in povezane družbe. Hkrati nas študije o neenakostih v prehodih izobraževanja v delo učijo, kako pomembno je ustvariti pogoje, kjer ima vsak posameznik možnost, da uresniči svoje talente in doseže svoje cilje. Kultura, umetnost in jezik, ti večnih temelj človečnosti,
so bili predmet vaših številnih zanimanj in raziskav. Od poezije in sicer literature do jezika, do družbene prakse, od umetnosti baroka in gotske arhitekture do gledališča, ki odraža življenje svojega časa, vse to bogati naše razumevanje preteklosti in hkrati oblikuje našo sedanjost. Vaše raziskave na spet in spet opozarjajo, da je umetnost most med generacijami, jezik pa tkivo, ki povezuje posameznike, skupnosti in kulturo. Raziskave, ki kar najbolj neposredno vplivajo na naše vsakdanje življenje, so prav tako izjemne. Od trajnostnega upravljanja porečij, razvoja aplikacij za zdravstveno komunikacijo, proučevanje finančne identitete mladih, oziroma finančne samostojnosti in identitete mladih, da raziskav partnerskih odnosov in otroškega jezika, vse to nas vnovič opominja, kako dragoceno orodje je lahko znanost za dobrobit posameznika in družbe, za ustvarjanje razumevanja in sožitja. Ko prebiram vaše raziskave, me posebej navdušuje in navdihuje, kako se različna področja, od neuroznanosti do zgodovine in klasične filologije, od filozofije do etnologije med seboj prepletajo, dopolnjujejo in s tem bogatijo sebe in vse nas. Ničesar se nam ni treba bati. Takole piše Braz Zabel, letošnji Šumljev laureat, v svojem sjajnem uvodniku v EBT Notična FF, kjer je objavljen vaš izbor vaših odličnih dosežkov in ki si ga že lahko ogledate na spletni strani naše založbe. Ne skrbi me za prihodnost humanistike. Nobena pametna naprava ne bo pojasnila smisla življenja. Noben teoretik zarote ne bo olajšal bolečine ob izgubi bližnjega. In nobena umetna inteligenca nas ne bo naučila, kako biti dober, pravičen in ljubeč človek. Ko pa se bodo pod težo prenapihnjenih obljub o zmogljivosti umetne inteligence sesuli finančni trgi, ko se bodo teorije zaroti spele in ko bo svetovni splet preplavila nepregledna gmota informacij, bo na tem pogorišču še vedno stal človek, ki se sprašuje, kdo je in kam gre. In tako kot danes z veseljem v gledovanico povabimo študente, ter z njimi začnemo pogovor, ga bo humanistika, kot ničkolikokrat prej, sprejela z odprtimi rokami. Pokazala mu bo, da v svojem spraševanju nikoli ni bil sam in ga povabila, da skupaj iščeta odgovor. Temu humanističnemu spraševanju in raziskovanju nihče ne more ubežati. Ni človeka, ki se ob pristem stiku z lastno končnostjo ne bi spraševal o smislu življenja. Ni ga, ki se ga ne bi dotaknilo kakšno literarno, likovno ali glasbeno delo. Kdor na lastni koži izkusi nepravičnost, se ne more izogniti spraševanju o dobrem in slabem. Močan argument, nova ideja ali drugačen pogled človeka neizogibno spodbudijo, da se zazre vase v svoja prepričanja in občutja. A kaj je pravzaprav človek? Ne vemo zares, ali vsaj ne do kraja, kot nam tudi kažejo vaše raziskave. Kar že lahko rečemo, pa je, kot lahko beremo v eni sijajnih poemi umetniškega kolektiva Barodevel, tole. Razumem, vedno je vse odvisno od tega, kako gledaš na stvari. Včasih najprej ne vidiš ničesar. Sploh pa ne gre za to, da bi želeli vse narediti dobro, najprej moraš sploh kaj narediti. Sploh ne gre za to, da bi vse razumeli in sploh vse in sploh. Saj nihče se res ne ve, kam se to pelje in odkot sploh vse to je. Nikogar ni, ki bi vsaj malo razumel, kaj se dogaja. Počakaj, naredila bom majhen ovinek. Lepota se nam izmika, ker je ne gledamo in kadar ničesar več ne vidimo, tedaj razmišljamo le še o tem. Nimamo se kam skriti. Nihče ne ve, kaj in kako, in to je prednost. Nismo še rekli zadnje besede, nihče ne bo prišel, da bi nas rešil. Bog se je skril v luknjo, če je sploh kdaj bil. Moraš si upati. Moraš si upati in ničesar se nam ni treba bati.
razen nas samih, ko smo najboljši, ko smo svobodni. Bati se je torej svobodnega človeka in le nanj staviti. Hvala vam za vaše raziskave, želim vam še mnogo sijajnih dosežkov in sicer vse dobro. Hvala.
Sedaj sledi še najslovesnejši del naših dnevov, namreč podelitev Šumijevih priznanj. Podelila jih bo naša gospa dekanka. Prosim. Šumijevo priznanje za obetavne raziskovalce na začetku kariere prejme docent dr. Blaž Zabel. Docent dr. Blaž Zabel sodi med najobetavnejše raziskovalce mlajše generacije na področju humanistike v Sloveniji. Njegova biografija priča o izredno bogati akademski karieri, po njej izstopajo izjemna mednarodna vpetost, interdisciplinarnost, vrhunski znanstveni in raziskovalni dosežki, objave v visoko ocenjenih mednarodnih revijah in uspešno kandidiranje za raziskovalne projekte. Raziskovalno delo Blaža Zabela, njegove znanstvene objave in pridobljeni raziskovalni projekti izkazujejo jasno in osredotočeno vizijo sistematičnega raziskovanja enotnega problemskega polja. S tematiko, ki je predmet raziskovanja njegove zagonske programske skupine, ki je tudi nedavno, se je ukvarjal sicer že v svojem raziskovalnem projektu na poti v zgodovini primerjalne književnosti v luči globalizacije Matija Murko in njegovi mednarodni sodelavci in v številnih objavljenih člankih. V projektu je razvil novo raziskovalno metodologijo za analizo globalne zgodovine primerjalne književnosti, ki je senzibilna za periferne kulturne in zgodovinske kontekste, hkrati pa upošteva tudi transnacionalni razvoj znanstvenega raziskovanja. Metodologija je iz raziskovanja primerjalne književnosti prenešena na raziskovanje drugih humanističnih ved. Blaž Zabel je izrazit graditelj raziskovalne skupnosti. Čeprav na začetku svoje akademske kariere svojim uspešnim pridobivanjem projektov omogoča mlajšim raziskovalcem, da stopijo v raziskovalno sfero in pridobijo izkušnje ter znanje potrebne za nadaljnjo karierno pot. Povezuje raziskovalce različnih disciplin, hkrati pa ustvarja platformo za dolgoročni razvoj slovenske humanistike kot mednarodno relevantnega področja. Komplimenti. To je v bistvu po moje prvi govor, ki ga moram kadarkoli imeti. Sem razmišljal, kaj bi sploh lahko povedal, pa sem rekel, da bom samo povedal, kaj sem razmišljal, da bi lahko povedal. Prva stvar je ena velika hvala v bistvu vsem mojim učiteljem, nekih je tukaj, pa večina jih je na tej fakulteti. Druga stvar, ki sem razmišljal, je, kaj sem od teh učiteljev dobil in mislim, da je neko to veselje ali pa neko zanimanje za raziskovanje, torej nek občutek, da ko nekaj dobro napišeš, da si zadovoljen s tem, da ko brskaš po arhivih in najdeš nek dokument, da te preseneti, da te matra nek problem in ga probaš razrešiti. In tretja stvar, ki sem jo potem v bistvu iz tega razmišljal, je, da dejansko je to, se mogoče povezuje tudi z vašim govorom, mogoče samo v nekem našem odnosu ali pa osebnem stiku, torej tega, da smo dejansko bili tle v predavalnicah, da smo skupaj delali, da smo skupaj raziskovali, da danes, da sodelujemo v skupini, torej v nekem tem medčloveškem odnosu, da skupaj sodelujemo in skupaj raziskujemo. In mislim, da je to tudi razplošno nek največji potencial univerze, ki ga ne sme pozabiti. Torej ne neka tehnologija, ali neke nove vsebine, ampak dejansko, da smo tukaj kot neka skupnost. Kot neka skupnost sodelujemo in v nekih odnosih razvijamo se in seveda učimo prišli v naslednje generacije. Hvala lepa. Šumijevo priznanje za izjemne raziskovalne dosežke prejme profesor dr. Matej Klemenčič.
svojem predlogu zapisali predlagatelji. Profesor dr. Matej Klemenčič je celotno dosedanjo kariero posvetil raziskovanju baročne umetnosti, predvsem kiparstva, na območju med Benetkami in Svetim Rimskim cesarstvom, predvsem Habsburškimi deželami. Intenzivne raziskave so še posebej v zadnjih 5 letih prinesle prodorno mednarodno odmevne rezultate. Iz posameznih podrobnih študij se je oblikovala celostna podoba baroka v Sloveniji. Ta nov celostni pogled je bil predstavljen z razstavnim projektom Barok v Sloveniji, pri katerem so poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sodelovale številne slovenske inštitucije. Profesor Klemenčič je avtor koncepta razstave, ki ne zanemarja starejših raziskav baročne umetnosti, kljub temu pa metodologijo obravnave baroka v Sloveniji po mednarodnih zgledih in trendih postavlja v povsem novo luč in odpira nov pogled na družbo, kulturo in umetnostno ustvarjanje v 17. in 18. stoletju. Če so se prejšnje raziskave omejevale na umetnostno delo in umetnika, torej na analizo formalnih in ikonografskih elementov umetnin ter biografske podatke umetnikov, se je postopoma pogled raziskovalcev vedno bolj usmerjal k naročnikom, posrednikom, migracijam, kulturnemu miljeju in prostoru, v katerem so slike nastajale in v katerega so bile umeščene. Ta trend raziskav v slovenski umetnosti v zgodovini ni prinesel le širše kulturne slike baročnega obdobja, ampak je bilo znotraj te paradigme nemogoče še naprej govoriti o slovenskih in tujih umetnikih. Koncept razstave torej ne temelji več na domačem in tujem, temveč na umetnostni produkciji, ki je nastajala na območju današnje Slovenije ali pa za to območje v drugih umetnostnih središčih. Razstavni projekt in katalogi, ki so iz njega izšli, bodo zagotovo še desetletja temelj za proučevanje baročne umetnosti v Sloveniji in v širšem prostoru med Benetkami in Habsburškimi deželami. Čestitam. Predvsem navesti kot zahvaliti, ker obstajaciju kot ljudi brez katerega projekta ne bi bilo. Najprej se moramo sicer zahvaliti predlagateljem in komisiji, da so prepoznali pomen tega projekta, ki ni samo ena serija razstav, ampak predvsem rezultat obsežnega raziskovalnega dela. In to raziskovalno delo se je raztezalo čez daljše obdobje, ne samo te 2-3 leta najbolj intenzivnega dela na pripravi razstavnih katalogov. Večkrat sem imel možnost poudariti, da gre v bistvu za 30 let, za 3 generacije raziskovalcev, ki so tam od 80 let naprej raziskovali v obdobju 17. in 18. stoletja in na tem smo gradili tudi v teh zadnjih letih. V bistvu smo se s kolegicami in kolegi zavedali, da danes umetnostno podobo 17. in 18. stoletja predstavimo bistveno drugače kot v zadnjih preglednih delih pred nekaj desetletij. Obenem pa seveda upam, da smo skozi to uspeli odpreti številna nova vprašanja za naslednje generacije. Brez tega mislim, da ni nobene dobre raziskave, če ne odpreš novih vprašanj. Priznanje sem še posebej vesel tudi zato, ker nosi ime po profesorju Šumiju, pri katerem smo na oddelku za umetnostno zgodovino v času mojega študija poslušali predavanja iz baročne umetnosti na Slovenskem. Profesor Šumi je velikokrat omenjal razliko med svojo generacijo, ki da je po drugi vojni morala pisati velika pregledna dela posameznih umetnostnih obdobij in smeri, in mlajšimi generacijami, ki da so postali vedno bolj specialistični. Slednje je, vsaj zdi se mi, razumel kot nekaj nujnega, ampak po svoje tudi motečega. Vsekakor je pričakoval, to tudi večkrat poudarjal, da bo prej slej prišlo do nove sinteze, tudi do potrebe po tej nove sintezi. Ne vem, ali bi se ta sinteza, ki smo jo s kolegi in kolegicami predstavili lani, ujemala z njegovim pričakovanjem. Za njegove pojme, oziroma za način, kako je pregledna dela pisala njegova generacija, morda danes umetnost 17. in 18. stoletja gledamo preveč mozaično, jo razumemo kot skupek različnih fenomenov, različnih oseb.
Ampak vsaj trenutno se mi zdi, da nam tak pogled razkrila dogajanje veliko bolj natančno kot kdajkoli prej in da nam le tak pogled omogoča boljše razumevanje tega kompleksnega obdobja umetnostne preteklosti. Projekta Porok v Sloveniji seveda ne bi mogli izpeljati brez podpore matične inštitucije, univerze in fakultete ter podpore financerjev, tukaj je seveda na prvem mestu omeniti raziskovalno agencijo ARIS. Obenem pa razstav ne bi bilo mogoče narediti brez sodelujočih muzejev, posrednih, torej Narodne galerije, Narodnega muzeja in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ter pridruženih Loškega muzeja, Škofja Loka, Muzeja krščansko-slovenskim, Ljubljanskega mestnega muzeja in Posavskega muzeja Brežice. Da ne omenjam seveda vseh tistih, ki so posodili svoje delo. Vseh sodelavcev teh inštitucij, številnih kolegov in kolegic, tudi sosednjih držav, ki so tako drugače pomagali pri velikem projektu, na tem mestu ne moram našteti. Ampak brez božje ekipe sodelavcev iz programske skupine projektov seveda ne bi šlo. Posebna zahvala gre Tini Košak, Andrej Kolukezeju, Neši Lukančič, Metodi Kemperl, Fanji Oražen in Sari Tutmarold, še posebej pa Katrine Kerke, s katere ne bi bilo neosredne razstave v Narodni galeriji neobsežnega kataloga. In ne nazadnje, brez podpore, Renata Novak-Klemenčič, tako doma kot v službi tega projekta, seveda ne bi mogel izpeljati. Porok v Sloveniji je bil velik kolektivni projekt, torej ga priznanju vsem. Hvala. Veliko Šumijevo priznanje za življenjsko delo prejme profesorica Maja Zupančič. Delo profesorice Maje Zupančič na najrazličnejših področjih akademskega in strokovnega dela močno presega uveljavljena pričakovanja glede posameznikovega prispevka k znanosti in družbi. Profesorica Zupančič, kot strokovnjakinja, raziskovalka in pedagoginja, že 40 let aktivno deluje na področju razvojne psihologije. V teh letih se je uveljavila kot prodorna znanstvenica in uspešna mentorica mladim generacijam študentov, sodelavk in sodelavcev, ter izjemna prenašalka akademskega znanja v psihološko prakso. V okviru znanstvenega dela izpostavljajo predlagatelji njeno neodjurno delo in skrb za najvišjo kakovost psihološkega raziskovanja. Čeprav so bila vprašanja razvoja osebnosti tekom vseživljenjskega cikla njena osrednja raziskovalna tematika, pa je v zadnjih desetletjih odpirala tudi druga vprašanja, za katera se je kasneje tekom razvoja stroke izkazalo, da je profesor Zupančič v mednarodnem prostoru opravljala pionirsko delo. Med temi temami gre omeniti vsaj dve. Že pred 2 desetletjema je začela objavljati študije z področja staranja, tematike, ki je v zadnjem desetletju zaradi naraščajočega deleža populacije v pozni odraslosti postala ena izmed bolj raziskovanih. Profesor Zupančič je na tem področju brez dvoma orala ledino v slovenskem prostoru, kjer so njene študije med najbolj vidne. In druga pomembna tematika je prehod v odraslost. Gre za obdobje med mladostništvom in odraslostjo, ki je zaradi socialnih sprememb postalo samostojno razvojno psihološko obdobje. Profesorica Zupančič je že zelo zgodaj zaznala potencialni domet novega koncepta in je svojimi raziskavami, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru, tudi sama pomembno prispevala k njegovemu razumevanju in razvoju in s tem tudi k mednarodni prepoznavnosti Univerze v Ljubljani in sicer slovenskega raziskovalnega prostora. Rezultate svojih raziskav je sodelavci iz Evrope, Združenih držav Amerike in drugod predstavila v več kot 100 znanstvenih člankih in več kot 100 poglavjih v znanstvenih monografijah. Delo profesorice Maje Zupančič tako na področju znanstveno-raziskovalnega, kot tudi pedagoškega, strokovnega in organizacijskega dela svojo ustvarjalnostjo, energičnostjo, konsistentnostjo
etičnostjo in visokimi akademskimi normami, zdaleč presega okvire akademskega delovanja. Svojega dolgoletnega znanstveno-raziskovalnega, pedagoškega in strokovnega dela na področju razvojne psihologije. Hvala oddelku za psihologijo, ki je na podlagi ocene mojega dosedanjega dela podal predlog priznanja ter svetu ZIP in senatu Filozofske fakultete za potrditev tega predloga. Moje akademsko delo seveda ni rezultat velike karierne predanosti, stalnega pridobivanja in izpopolnjevanja obstoječega znanja ter vztrajnosti, temveč tudi objektivnih pogojev, na primer financiranja pogojev, ki jih nudi naša fakulteta za raziskovalno, pedagoško in tudi strokovno delo, ter pa predvsem skupnega dela z množico domačih in tujih sodelavcev, tako v raziskavah kot pri strokovnem in pedagoškem delu. Zahvaljujem se vsem tistim, ki ste bili člani in tistim, ki ste še člani raziskovalnega programa Uporabna razvojna psihologija, vsem sodelujočim v mojih preteklih temeljnih, ciljnih, bilateralnih, mednarodnih projektih in tudi številnim sodelavcem, raziskovalnim sodelavcem in sodelavkam z vseh 5 celin, s katerimi smo skupaj ustvarjali pomembne skupne dosežke. Kljub nezadržnemu krajšanju moje akademske kariere mi tole Šumijevo priznanje razumem kot spodbudo k nadaljnjemu delu in sicer nameravam skupaj z svojimi kompetentnimi, učinkovitimi, zanesljivimi sodelavci prispevati še majhen del k razvoju psihološke znanosti, prenosu znanstvenih spoznanj v psihološko prakso in pa k prenosu znanja, ki ga imamo naslednjim generacijam. Z vsem tem pa seveda tudi k pogledu naše filozofske fakultete. Hvala lepa. Čestitke še enkrat vsem nagrajencem, čestitke vsem raziskovalcem in raziskovalkam ob njihovem prazniku, kakršni so imeli ZIP. Predno vas povabim, hvala Izidorju Eradno Grafenauerju, ki nas je obogatil svojim interpretacijami, svojo glasbo. Še en drobček bomo deležni, zato pa vas povabim na sprejem. Hvala lepa, da ste prišli, želim vam vse dobro.
Hvala.